Hello, evo nas. Ja, Šesti remote, spet v okrnjeni obliki. Zgleda, se bomo mogli tega navaditi. Ne? Težko je 5 zaposlenih mladih fantov spraviti na kup, sploh za vikend, ne, bi jaz rekel. Alena danes ni, ga bomo pogrešali. Bo pa Jaša danes kapo di banda, ne? Tega podcasta. Nekako vodil bo čez pogovor. No? Tako da, Jaša, če rabiš še kje od mene, preden začnemo, povej, drugače pa, take it away. Okay. Mi skozi debatiramo, v bistvu malo na chatu, kjere so debate, kaj nas zanima, kaj se dogaja. In pa smo tako naredili eno listo, ki lahko recimo skozi njo gremo, lahko pa seveda tudi malo bolj fleksibilno zavijemo. Ne? In prva stvar, ki je na tej listi, je flow. In flow v smislu tega, ko nekaj delaš, da imaš flow. Recimo, doskrat se to reče v športu, da si in the zone. Ne? Se pravi, nič drugega okoli tebe ne obstaja, vse ti je točno perfektno, stvar je zadosti težka, da se moraš potruditi, ampak zadosti lahka, da ti gre dobro, se pravi, ni pretežka. In tipično flow je tudi neka stvar, ki so jo pač razni psihoterapeuti in to merili. Se pravi, to ni kar nekaj izmišljenega, to ima v zadnji podatke, ima data. In ko si v flowu, ti je v bistvu ful dober občutek. Ne? Se pravi, to je ena redkih stvari, ki ni ko pleasant, ni hedonistična, ampak ful ti všeč ta občutek. Ne? In načeloma tudi zato dosti folka pol dela, kar dela, ker pade v flow. Ne? In dosti težko je padati v flow z aktivnostjo, ki je popolnoma prostovoljna in ni nobenih nekih restrikcij. Ne. Flow rab imeti neka zadeva, da recimo, koliko dobro to delaš, je pomemben. Nek pritisk mora biti. Ne. In tukaj recimo smo se malo pogovarjali, da koliko smo v flow v življenju, kako delamo pri delu. Ne. In recimo, jaz sem opazil pri sebi, da sem več v flowu zadnja leta, kot sem bil pa recimo, ko sem začel delati, 5-6 let nazaj, resno tako. In je pač se mi zdi zanimivo to malo pogledati, kako vi to doživljate. Za mene je flow po mojem ena glavnih stvar, ki si rečem, ali rad delam to, kar delam, a sem v dober teden. Ne. Tako da, recimo, Andrej ali pa Klem ali pa Luka, kako vi to gledate? Ste v flowu, niste v flowu, veste, kaj je flow, ga trackate? Kako to poteka? Mogoče lahko jaz začnem, če dovolita sogovornika. Jaz v bistvu tako mislim, da recimo flow, če je to nek občutek, ki sebe zgubiš, ali pa zgubiš sploh razmišljanje o sebi, da si ti neka oseba, ki ima potrebe in se kompletno zliješ s to aktivnostjo, ki jo delaš, potem lahko rečemo, da je tudi nek heroinski odvisnik v flowu, takrat, ko išče naslednji šus, ne ve, kaj mu bo to prinesel slabega ali pa dobrega, ampak ima pač ta cilj v glavi, zgubi občutek za sebe in to je edina stvar, ki obstaja takrat na svetu. Kaj jaz mislim, da zdaj trenutno imamo veliko enih aktivnosti, ki se nam ponujajo. Ne vem, lahko je to Netflix, lahko je to pornografija, lahko je to TikTok. In jaz mislim, da ima to, če ti zgubiš sebe na TikToku, to ima čisto iste karakteristike, kot da se zgubiš v nekem koristnem delu, kot si ti bolj misli, Jaša. Delaš nekaj kreativnega, delaš nekaj za službo, delaš nekaj za svoj hobi. Da ima to čisto iste ali pa zelo podobne zelo podobno psihološko stanje je, če zgubiš sebe na TikToku. Zdaj ta dva flowa sta valjda različna, en ti škoduje ali pa te pele v slabše življenje, en te pa pele v ful boljše življenje. Ne? Jaz mislim, da so to popolnoma drugačne stvari. No, sej, to absolutno nima zveze z enim in drugim sploh. No, da je razlož. Prvo flow, nobenih substanc in ništa in delati. To je že samo tukaj se lahko o flowu pogovarjamo. Če ne dela, če ima substance, to ni flow.
Druga stvar, pri flowu mora biti pomemben, koliko dobro delaš. Mora biti pritisk. Things need to matter. Ker si ti na nekem heroinu, nimaš nekega pritiska, pač ni nobenega performansa. Pri flowu je performance, pri flowu je, jaz sem v igri, jaz dajem točke, jaz zdaj nekaj prezentiram, jaz prodajam neko stvar. Znači, flow je zelo težko dobiti izven dela, ker things need to matter. Jaz se pa tu ne strinjam, ne? Ker mislim, ne vem točno, kaj je tvoja definicija flowa. Za mene je flow neke vrste, jaz bi rekel, mogoče fokus, beseda, ki za mene to piše. En flow je sigurno pri delu, ko imaš, ne vem, ogromno stvari za narediti, imaš nek pressing in si potem ful sfokusiran, ker veš, da nimaš časa, ne vem, da boš zdaj nekaj zabušaval, moraš delati pa dokončati neke stvari. To je en flow. Jaz bi pa rekel, še druga kategorija flowa, ko pa ne vem, delaš kak hobi. Naprimer, jaz, ko se potapljam pa lovim ribe, sem tudi v čistem flowu, ne razmišljam o ničemer drugem. Imam samo en cilj, da lovim ribo in sem čisto v fokusu za tem. In to je v bistvu za mene tudi flow oziroma fokus. Tako da ni nujno, da je samo z delom povezan. Ali si Jaša ti misli samo glede dela fokus oziroma flow? Jaz sem recimo dva flowa, podoben kot ti. En flow je, ki igram recimo nek timski šport, ker pač igramo fuzbal ali pa basket in igramo pač za res na zmago. Ampak to seveda ni dela, ampak it matters if we win. Se pravi, je pomemben. Se pravi, ta element je spet tukaj noter. Ne vem, flow imam lahko tudi, ker se nekaj pogovarjamo, ampak načeloma, na splošno, padam v nek bolj dolgotrajni flow, recimo 1 uro, 2 uri plus, samo pri delu. Jaz osebno. Mislim, igram basket 1 uro, pa sem zmakran. Pa igraš igrice? Ne. Ne, ok. Ker po mojem tam imaš tudi ta, mogoče bi v to definicijo pasal, ker si rekel it matters, za nekega tamavga Fortnite, ki imajo group deathmatch, zelo mattera, sploh če je competition, podobno kot tvoja košarka. Samo da so stejki lahko tudi denarni, tako kot pri tvojemu delu. Tako da lahko po moje saj igrico rečeš, da lahko paše v to tvojo definicijo flowa, če se ne bi strinjal, da TikTok paše. Ker TikTok je neki, ti si res takrat sproščen, ker v bistvu ni nobenega competitiona, ni nobenega pressureja, ti v bistvu samo lenaraš in svoje možgane outsourcaš eni napravi, da te zabava konstantno. A mogoče bi to pasal v tvojo definicijo, se pravi nek Fortnite. Ja, če je competitive, mogoče ja. Če je competitive, mogoče ja. Okay. Mislim, se je Fortnite s tem služi na koncu, ne. Ja. Ampak recimo, kaj pa Andrej pravi, kako ti gledaš na ta flow? A je pomemben, kje dobiš flow, recimo, ali sploh ni to pomembna stvar? Ja, mislim, da je ful pomembna. Zdaj sem razmišljal vmes, Toni je vedno rekel, vaši možgani niso ustvarjeni za nagrajevanje, ampak za premikanje. In flow je tok, če ga čisto dobesedno prevedeš in v tok greš lahko samo tako, da se premikaš. Tako da mi se pa danes zelo malo premikamo, tudi tako dobesedno, fizično smo dosti na mestu. In jaz osebno bi rad ful več imel tega flowa, ki ga je Luka opisal kot ono drugo, kot neki se premikaš za neko stvar, kjer mogoče ni toliko pomemben performance, ker v bistvu samo je odvisno samo premikanje tvojega telesa in da počneš neko aktivnost, ki te veseli. Drugače pa ja, tudi ta fokus, tako da jaz bi bil rekel flow pa fokus, je pa pri delu oziroma pri vsaki aktivnosti, tako kot ste opisali, je pa neka izguba občutka časa. Sploh pri športih, kjer ti v gibanju ne moreš nadzorovati poteka v bistvu gibanja, vse delaš avtomatsko. Ne vem, tenisa, ti vmes ne moreš, ker je to tako hiter zamah, ali pa golf. Takrat, ko si ti odločiš, pač, da boš
zamahnil, ne moreš vmes ful neki zdaj prilagajati, tega je bolj odvisen samo od tvojih sposobnosti pa izkušenj. In recimo ta point, ki si rekel, da ne moreš sploh čisto dobro zavestno kontrolirati, kaj delaš, recimo pri katerem športu. Ne? En koncept tega flowa je tudi ta znanje, ki ga osvajaš, ko se v bistvu nekako učiš, brez da se v bistvu zavedaš, čisto res, da se učiš. Nek ta podzavestno učenje nekako. Ne? Da to je tudi ta del tega flowa, recimo. Ne? Se pravi, ti veš, da delaš stvari dobro, ampak kar same od sebe pridejo nekako, instinktivno skoraj, delno. Ne? Ja. To je tudi, recimo, tak občutek. Ja, ampak proces treninga je pa v bistvu ozaveščanje nezavednega. Ne? Se pravi, da ti zato, ker ti, če treniraš basket, ker treniraš, probaš ozaveščati. Med tekmo pa ne moreš ozaveščati, moraš pa performati. To je itak vse, kar govorim, ni zdaj nekaj, kar sem jaz si ful zdaj da dobro razumem, to je iz tega performance managementa. Se pravi, ti treniraš, ali pa ne vem, to pride tudi iz teh izborilnih veščin, ne? Trening je vedno ozaveščanje gibov, ki je pa real deal ali pa real fight, je pa vse v bistvu flow, ker nimaš časa, da ozaveščaš. Ne? Ja, jaz se spomnim, recimo, ko sem bil star 20 pa 21, ko sem delal, mislim, takrat so bile taki delovniki 14 do 16 ur je bilo nekaj čist normalnega. In v bistvu, jaz sem zjutraj prišel, med prvimi v pisarno in med zadnjimi sem tudi šel. In šele, ko sem se domov vozil, sem jaz videl vse potrebe telesa, recimo to, da sem bil zmatran, to, da sem bil lačen, to, da recimo je tik preden sem končal z delom, sem v bistvu opazil, da me ful na WC tišči, ne? In to vse v tem stanju flowa ni prišlo do zavednega. Ne? Se pravi, zavedno je bilo totalno potopljeno s to aktivnostjo, ki sem jaz takrat delal, in jaz nisem o sebi razmišljal. In jaz tako dojemam flow, svoj, in tudi vidim, da se isto lahko zgodi, zato sem TikTok omenil, da imajo lahko otroci pač podobno občutek, se pravi, da totalno zgubijo občutek za svoje potrebe, za potrebe telesa, za potrebe okolice in so pač v neki aktivnosti, ki jim izredno zaradi tega škoduje. Ne. Mene je tudi takrat delo škodoval na fiziološki ravni. Ne. To sigurno ni dobro stanje ali pa dobra aktivnost za telo, če jo preveč časa delaš, preveč leta, zgubiš ful na zdravju in podobno. Ampak za kariero je pa to super, v začetnih fazah. Ogromno se naučiš, hitro zrasteš, hitro priješ do neke stopničke, ki te še bolj da na steroide učenje. In prehitiš svoje vrstnike in se počutiš dobro oseb in si samozavesten. In ta samozavest te pol naprej potisne v naslednjo fazo kariere. Tako da jaz za to flow izključno gledam tako, da ti izgubiš občutek za sebe, za ostale stvari, ki te mogoče bolijo, ki nisi zadovoljen z njimi in edina stvar, ki je pomembna, je tista aktivnost. Ampak niti ni pomembna, zato ker ne razmišljaš, da je pomembna. V bistvu sploh ni nobenega razmišljanja. Tega občutka jaza sploh ni. In takrat se v bistvu sam neki, sploh če delaš kreativno delo, se v bistvu downloada. Iz nekje, iz nezavednega, ti v bistvu ustvarjaš nekaj. Ne? In jaz mislim, da vsi umetniki ali pa kreativni ljudje bi vedeli, o čem govorim. In takrat se v bistvu najboljši performance, vsaj tem aspektu dela. Jaz ne vem, jaz nikoli nisem dober delal, takrat, ko sem ful razmišljal zraven, da moram dobro delati ali pa to moram čim prej narediti, zato ker ne vem, mi je pomembna moja kariera. Takrat ni tega, takrat je v bistvu sam play. Ja, ker to, kar si ti omenil, ful dobri stvari, recimo, flow ni neka taka stvar, ki je na nekem otoku, vse ostalo je pa drugi. Flow je bolj kot en tak krog, ki imaš, če padeš iz flowa, te mogoče strah za službo, si anksiozen, je preveč pritiska, recimo,
Če pa ni nobenega pritiska, pa je vse v redu, pa nima veze, si pa v bistvu dolgočasen, recimo. Ne? Se pravi, ta zadeva je na nekem spektru, v bistvu se premika. Ne? Iz te sproščenosti verjetno prihaja tudi, pa iz tega, da te ena stvar res veseli, pa vleče in ne razmišljaš in jo sam greš delati. Ja. Ker stvar, ki te ne veseli, pa jo moraš narediti, bo zelo težko padel v flow. Oziroma ta začetne stopnje bojo painful. Se pravi, top performerji, recimo, kaj delaš raje kot karkoli drugega? Če je to odgovor neki in to pol delaš, je to najlažja stvar, da padaš v flow. Ne? Jaz delam to raje kot karkoli drugega. Oziroma, ne čisto vsak trenutek, ampak na splošno. Ne. Jaz grem rad v kino, ampak ne morem gledati 7 filmov na dan, vsak dan. Ne. Jaz ne vem, rad seksam, ne morem seksati 10 ur na dan, recimo. Ne. Take zadeve. Se pravi, kaj delaš raje na splošno, dolgoročno kot karkoli drugega. In recimo tukaj se skrije, po mojem, dosti teh top performerjev pač. Ne vem, jaz se spomnim, kdo je bil un model, ki je napisal full science fiction books, full znan model. Pač najbolj znan science fiction pisatelj vseh časov. Stephen King? Je bil... Stephen King? Ne. Glavno, ki je napisal, ne vem, milijone enih stvari. No, tip je napisal vsako leto 2 knjigi, pretty much. In ko je mu enkrat on intervju... Kaj je Arthur C. Clarke? Ne. Samo ne, če on to napisal. Isaac Asimov? Yes, tako. Foundation, ja. Je tako. On je napisal neki neverjetno število knjig v neverjetno short času. Pač res 1 do 2 na leto. In ga en vpraša v intervjuju iz 60 let, je na YouTubu, ga en vpraša, stari, ampak kako si ti tako produktiven? To je tako neverjetno. On reče, ja, jaz pišem rajka, karkoli drugega delam. Ne? In seveda ne rab vsak človek do tega prijeti, pa ni tudi nujno zdravo, pa to, ampak nekaj se skriva v tem ljubezni do tega, kar delaš, po mojem mnenju. Ja, obsedenost, to je neka tudi karakteristika vseh, ki dosežejo neke vidne rezultate na kjerkoli področju. Ne? So bolj obsedeni s tisto stvarjo, kot ostali. Jaz se spomnim recimo ene knjige, ki mi je izredno pomagala glede razmišljanja na tem področju. Se jo velikrat omenjam. To je Steven Pressfield, War of Art. On pa, ne vem, če kdo od vas bral to knjigo, taka mala knjižica je. V bistvu jaz ne vem, knjiga Art of War, ni? Ne, War of Art. Obrnenje, ne, kao War of Art, vojna, ki jo ti biješ vsak dan, ko hočeš nekaj ustvarjati. Ne. On je bil pisatelj, pač, on je pisatelj 30 let, ne, že. In govori o tej sili, ki se pojavlja v človeški psihi, ki ti hočeš nekaj narediti, pa te ta sila zaustavi. Ali so to neki dvomi, ali so to neki strahovi, ali je to karkoli, zaradi česar ti pol prokrastiniraš. In on jo poimenuje pač resistance. In s tem, ki ti poimenuješ to silo, ki jo pač nekako identificiraš, jaz mislim, da psihološko ti ful pomaga, ki se ločiš od nje stran. Rečeš, aha, zdaj se mi to dogaja, ta sila je pač prišla in me hoče sabotirati in jo moram premagati. In to je vsakodnevni proces za nekatere, da premagajo to silo. In jaz takrat, ko sem podcast nekako začel razmišljati, da bi ga začel ustvarjati, je bilo ogromno teh strahov, ker jaz nisem sploh vedel, da me sabotirajo, in ko sem to knjigo bral, vem, da se je dogajal ta proces pri meni, da sem se pol zares odločil pullati triggera. Ne vem, takrat moraš zbrati ime, moraš oblikovati naslovnico, in to je ful težko mi bilo začeti. Izredno težko mi je bilo to začeti. In nisem vedel, zakaj. In pol, ko sem pa začel delati, pol je pa prišlo do tega flowa, in to se točno spomnim, ko v bistvu vsi te strahovi enostavno zginejo, ni jih. Ti v bistvu eno stopnico naenkrat delaš. Aha, zdaj delam to, moram pač, kako bom ta cover zoblikoval, ni mi všeč neka barva in si samo v tem noter. Ne gledaš velike slike. Jaz mislim, da ljudje preveč delamo te globalne strategije, ki je zelo pomembna za life, ampak
na eni točki se moraš ti potopiti v tako majhno aktivnost, ker pa pozabiš na to generalno strategijo, zakaj delaš to podjetje, kakšni so tvoji cilji v življenju, v karieri. Ne? In je vse, kar je pomembno, je tisti naslednja stopnička. In vem tukaj, da se dosti ljudi ustavlja, pa tudi jaz. Tako, no. Vprašanje je, zakaj ne? Zakaj, ali pa kako to premagati? Res sam ne spomnim se zdaj, jaz sem tudi prebral to knjigo, on tudi tako malo mistično to opisuje, ne? Da to je v bistvu neka muza, ki te proba zavesti, da ne narediš tega, kar hočeš. In ne vem, je on tam podal prav kakšne. Mislim, da vem, kaj je bil recept. Da ne probaš narediti najmanjšo možno stvar, ki te bo bližje pripeljati. Se pravi, če imaš ti cilj, da boš bral knjigo, ne razmišljati o branju knjige, ampak razmišljati samo o prvi strani. Pa tudi to je kdaj preveč, da bi eno celo stran prebral. Razmišljaj samo, da prebereš prvo vrstico na tej strani. Pa je še to kdaj preveč, razmišljaj samo, da prvo besedo in pol boš še začel. Mislim, da je bil en tak... Steven je pol šel v take spiritualne vode, ker je rekel, če ti to nekaj narediš, se pravi, da se saj začneš, te bojo obiskale te kreativne muze. On to poimenuje pač neko psihološko silo, tako da muze te obiščajo in te muze ti v bistvu dajo kreativnost, v bistvu ti dajo ideje. Tako je, točno. In ti v bistvu vse, kar moraš ti narediti, je ustvariti pogoje, da te muze pridejo. In to mi je bilo tako zelo zanimivo razmišljanje, ki je, lahko ga gledaš, enega sigurno gledajo dobesedno, enega gledajo kot metaforo, ampak je po moje tako zelo uporabna stvar, da se malo ločiš od tega kreativnega procesa, da je zdaj na tebi. Ti, kar moraš narediti, je se usesti pa začeti pisati, če si pisatelj. Vse ostalo se bo samo zgodilo. In se mi zdi, da je to uporabna framework, za prideti v flow, da se ne sekiraš, zdaj moram performati, ampak ti pač narediš minimalno in ostalo se ponavadi samo zgodi. Tudi to je moj nekak feeling bil vedno v lifeu, da ker sem bil kreativen, zelo težko si vzemem, kako bi rekel, nase to, da sem pa to jaz naredil. Nimaš zvoka, veš, Jaša? Ne sliši se te. Evo, zdaj pa ja. Okay. Welcome back. Neverjetno res, z novim kompom. Retrogradni Merkur, veš. Nima veze. Zdaj smo tukaj, upam, da to deluje. Se pravi, zakaj še vedno je to zelo redko, da se pade v flow, da se mara, kaj se dela. To je še vedno nekaj neobičajnega, jaz bi rekel. Nek standard je, ljudje v bistvu malo rečejo, da jim je cool v službi, ampak jim v bistvu res ni cool. Eni se pritožujejo, mogoče 10% ljudi vidiš, sploh ne rabijo reči, da jim je dobro. Vidiš, da uživajo. Se pa to je še vedno dosta redka karakteristika. In meni se zdi, že ko smo v šoli, a se vi spomnite, ko smo mi hodili v šolo, pa kdorkoli danes hodi v šolo, vedno je bilo, šola, shit, prosti čas, yes. A veš, se pravi, ta zadeva šola, shit, prosti čas, yes, se nekako prenese tudi na delovno okolje, ker folk reče, moram iti v službo, ampak pol zvečer se pa dobim s frendi, yes. A veš, mislim, ne vem, kako se ta koncept da iz glave, da je služba ka šola in šola je kao shit. To se mi zdi, da se kar prenaša. Ja, po mojem ti mora biti všeč to, kar delaš, in večina ljudi, če bi se iskreno odgovorili, bi bil odgovor, da ne, da jim ni všeč to, kar delajo. Zato vsi iščejo svoj passion, sploh mladi iščejo passion, in to je po moje nek tak strup, ki nam ga je Amerika servirala. Da ti v bistvu nikoli nisi zadovoljen s tem, kar delaš, in ti moraš najti ta passion, in ko boš to najdel, bo vse drugače. Jaz pa mislim, da se iz te strani pride, da ti probavaš stvari, sploh da ne iščeš passiona, ampak da se pač igraš.
In pol naletiš na eno stvar, ki malo bolj ti je všeč kot ostale stvari. A ne? In pol, ko greš globje v njo, ti ratu je vedno bolj všeč. A ne? Mislim, da je obratna ta enačba, no? Vsaj tako sem jaz pri sebi opazil. In kdaj nehati iskati, kdaj začneš, a veš ta trade-off, ki je exploit versus explore. Ne? Se pravi, kdaj še iščeš naprej za nekaj božga, kdaj rečeš, to je dober, zdaj bom s tem začel in se res temu posvetiš. Ne? Recimo, a folk preveč menja službe, premalo menja službe, eni verjetno premalo, eni verjetno preveč. Kako vi na to gledate, ko se sprejema odločitve, ali ostajate, kjer ste ostali, ali greste naprej? Recimo, ne vem, jaz pa Luka imava v enem smislu dosti podobno izkušnjo, ne? Mi dva sva v neki organizaciji že nekaj leta, ne? Seveda ta organizacija se menja, ampak sva pač tam nekaj časa, ne? Sva posvetila temu, ne vem, 5, 6, 7 let. Ne vem, videla ste mogoče malo več služb zamenjala, kako vi to gledate? Kdaj je čas, da se menja, kdaj je čas, da se v bistvu gre naprej z isto službo oziroma z istim delom? Ja, težko bi ti zdaj rekel, več razlogov je vedno, ampak jaz pri sebi sem v zadnjih letih v bistvu sem bil bolj fokusiran samo na cash, pa če se zasluži tukaj dosti casha, ne. Nisem niti to gledal, kaj se dela. Jaz mislim, da so dva faktorja. En je sigurno finančno, kaj je zdaj boljša priložnost. To je sigurno zelo velik faktor za večino. Druga stvar, ki pa meni zelo pomembna, je pa, da jaz vidim, če se pri nekem delu še vedno nekaj učim, neke nove stvari delam, ali postaja vse bolj neka rutina, ki mi pač ni všeč. Ne? In to sta neka dva faktorja, ki se mi zdi, da vplivata na odločitev, ali še ostati, ali pa razmišljati o čem novem. Ker mislim, da ko prideš enkrat do točke, da ti je vse rutina, da se skoraj nič ne naučiš, da se začneš dolgočasiti, to se mi zdi kar signal, da moraš začeti razmišljati o tem, da kaj druga probaš. Ja, jaz bi se tukaj strinjal, da so izzivi pomembni, da jih imaš konstantno. Ne? Se pravi, da konstantno malo ven iz cone obdobja moraš iti v temu, kar delaš. Mislim, da je Toni to dobro rekel, a ne? Da, ko smo se o ciljih pogovarjali, je rekel, ne med ciljev v smislu outcoma, ampak imej razvojne cilje. Se pravi, da imaš cilje glede rasti. Se pravi, ne da rečeš, moj cilj je biti milijonar ali pa imeti milijon, to je nek outcome, ki ga želiš, ampak da imaš cilj, jaz hočem, ne vem, se naučiti voditi firmo, ki ima 50 ljudi. Se pravi, to je nek izziv, moraš osebnostno zrasteti in posledica tega je milijon. A veš, jaz mislim, da se dost, a preveč ali premalo, mogoče malo preveč v družbi pač ukvarjamo s temi cilji, ki so outcome, ne pa v bistvu razvojni cilji osebnosti, kje dobiš cilje, kje dobiš skillse. Tukaj jaz mislim, da če to Jordan Peterson tudi reče, ne se primerjati z drugimi, ampak primeri se samim sabo iz preteklosti, to je v bistvu razvoj, ne? To ti bo dal neko zadovoljstvo v življenju, če se pozicioniraš tako, da konstantno rasteš. Zakaj rasteš? Zaradi same rasti. Sem to je pa zelo težko. Tle pa ta flow pride zraven, po mojem mnenju, da nehaš razmišljati, zakaj bi jaz mogel zrastati. Ker dosti hitro pride ego do odgovorov, zato ker hočem biti bogat, zato ker hočem imeti ne vem kaj. Tako, no. V bistvu ta odgovor, ki je recimo Luka tudi podal, zakaj rastati karierno, je zato, da ti nekako, da ne ostaješ na mestu, da ti ne postane, ne vem, dolg čas nekako. Zato, da nisi udoben in nekako malo zaspiš. In to seveda pomeni, da boš, ne vem, da boš imel večji prestiž, več denarja, karkoli. Ampak v bistvu te bo bolj zanimiv, ker boš nekaj drugega delal, ne vem. Luka začel v firmi, pol je, ne vem, ratu, ne vem, CFO, CEO, eno firmo kup. A veš kaj mislim? Se pravi, nekaj drugega delaš, ne? Se pravi, ta
ta potreba po naslednjih fazah se mi zdi zelo taka, ne vem, psihološka, se mi zdi, ne vem, to je po mojem, imaš tudi ljudi, ki jim je super biti na istem mestu in to je v redu, ampak imaš ljudi, ki hočejo nekaj več in oni, ki hočejo nekaj več, absolutno zameni službo, če si na mestu in ne vidiš, kako boš prišel levo, desno naprej. Ena stvar znotraj tebe te konstantno sil v cono udobja. A ne? In enim je to bolj izrazito. A veš, jaz imam tudi noter stvari, ki iščejo udobje, ugodje. In to so ponavadi stvari, v katerih ni challenge-ov. Jaz mislim, da to moraš ti premagovati. Se pravi, to silo znotraj sebe, ki išče udobje, s to drugo silo, ki pa si želi napredovati, pa želi challenge. In to je konstanten notranji boj, se mi zdi. In eni padajo pač pod vpliv tega udobja. In na kratki rok je to fajn, je prijetno. Se pravi, vzameš neko službo, ker veš, da ne boš rabo toliko truditi ali pa ne bo toliko novih stvari. To je tako, zelo rad skočiš na to priložnost. Ampak na dolgi rok te pa to ubije. Mentalno, psihološko. Ne vem, ne moreš rad biti zadovoljen. Skočiš na to priložnost, okay. Mislim, sigurno eni radi, ampak jaz si ne predstavljam, da ne bi dal tako, da se ne bi resno potrudil za karkoli, da delam. Mislim, to mi je ful tak čuden feeling, da nekaj denarja dobivam, ampak dejansko sem jebi veter. Briga, kako naredim. Ampak vprašaj večino ljudi. Ampak ta feeling tebe po mojem personalno razkraja. Vrednote ti potrka. Ti izgubljaš samo zaupanje v sebe, ko to delaš, po mojem mnenju, pa še sam ne veš. Prav, to se mi zdi na dolgi rok zelo škodljivo. Da v bistvu sam sebe nekako, da pač nisi, temu se reče, da nisi iskren do sam sebe, resen z namenom, s katerim stvari delaš. Če ti rečeš, folko, poglej, jaz imam 2 uri časa, ful dobro znam to stvar narediti, ampak potrudil se bom glih malo bolj, kolikor, ki ga bi ti lahko dobil. Še vedno bo bolj, ampak ne bom se max potrudil. Nimam časa, se mi ne da. To je good. On reče, ni panike, jaz bom dal nekaj dela Andreju, ker vem, da je dober, čeprav se bo potrudil minimalno, bo še vedno naredil bolj kot kdorkoli drug. To je v redu. Ampak če pa imaš nek odnos, ko pa rečeš, jaz zdaj začnem resno delati in pol v bistvu neresno delaš, čeprav daješ vedeti tistim oko sebe, da resno delaš, se pravi, keeping yourself busy. To je cela industrija, kako izgledaš busy, pa v bistvu nisi busy. Se pravi, takih zadev, recimo, jaz mislim, da to zelo škodljivo na dolgi rok za osebo. Ja, sej ta Gallup je delal pred leti, sem to gledal, mislim, da 10 let nazaj. Oni delajo te masovne ankete pa raziskave. Ta dotična je bila glede zadovoljstva na službenem mestu. Delajo so sicer v Ameriki, ne vem, koliko se to lahko mapira na naš prostor, ampak takrat so prišli do rezultata, da 60 do 70% ljudi ni zadovoljnih na delovnem mestu, ni zadovoljnih s tem, kar dela. Tako da zdaj to je moj odgovor na to, kaj je posledica tega. Posledica tega je, ker daš enemu povprečnemu človeku na izbiro službo, kjer se ne bo rabo toliko potruditi, pa dobro plačo, ti, Jaša, bi jo zavrnil, ker veš to, kaj na dolgi rok pomeni za tebe, pa za tvoj razvoj. Ampak jaz mislim, da večina ljudi bi bilo veselih s to ponudbo. Se pravi, ne rabim se toliko pretegniti. Jaz bom v bistvu bolj tako, moram se tam pojaviti in dobim plačan. In mogoče mi vsi nismo taki, da bi videli bi nekak nevarnosti ali pa risk, tveganje v tej ponudbi, ampak večina ljudi, jaz mislim, da bi zagrabila. Glih zanj sem gledal od Peter Thiela predavanje, mislim, da sem ga včeraj gledal, no, ne zanč. In je govoril o Kaliforniji in težavah, ki ga ima ta zvezna država. Sej to vsi vemo, lani recimo je iz Kalifornije šlo, mislim, da 1,5 milijona do 2 milijona ljudi, šli so predvsej v Nevado,
ki je zraven, Teksas pa Florida. Te tri zvezne države nekako profitirajo od tega masovnega seljenja izven Kalifornije, ki ima ful problemov. Ne? In on je nekako v predavanju hotel priti do vzroka tega, ne? Zakaj ena najbogatejših, če bi bila Kalifornija država, gre za eno najbogatejših držav na planetu Zemlja, zakaj ima toliko problemov z brezdomci, s tem, da s politiko, z v bistvu upravljanjem te zvezne države. Ne? In je dal sam podatke gor, koliko zaslužijo javni uslužbenci v primerjavi s privatnim sektorjem v Kaliforniji, v primerjavi z ostalimi zveznimi državami. In vidiš, ne, da javni uslužbenec v Kaliforniji zasluži 20% več v povprečju kot delavc v privatnem sektorju. Ne. In to je unikatna stvar znotraj Amerike. Ne. In vemo, kakšna je produktivnost tam. Ne. Tako da jaz mislim, da že tukaj je tak nek mismatch, ki celo družbo ubija. Ne. To imamo nek tak mali testni primerček znotraj Amerike. Pri nas je podobno. Evo, zdaj pa jaz dam na mizo en challenge vam vsem, ker mislim, da ste pravi za to. Mi smo že začeli malo z talentom temo, ampak dajmo recimo narediti, da pride golob, recimo do tebe potrka Andrej Škraba, good, ti si good guy, mi rabimo en rebranding, restructuring cele reputacije in kako javna uprava deluje. To mora biti kulska služba s kulskimi ljudmi, s kulskimi izzivi, z kulskimi bonusi, da dobimo hude ljudi tja noter. Kaj se lahko naredi? Ker javna uprava po celem svetu ima nek zelo tak, jaz bi rekel, mislim, moje videnje javne uprave ima tam noben nič ne dela. Veš kaj, bolje treba biti pazljiv s temi pojmi. Javna uprava je javni sektor. Se pravi, javni sektor je sektor gospodarstva, ki primarno, kjer je recimo velik del prihodkov ustvarjen z davki, se pravi, da ti pobereš davek v celem gospodarstvu in ga nameniš javnemu sektorju. Javna uprava je pa podkategorija javnega sektorja. Tako da tukaj zdaj operira, ker tudi v Sloveniji je nekdo, ki je zaposlen v zdravstvu, je zaposlen v javnem sektorju, ni pa v javni upravi. Javna uprava, mislim, ne javni sektor. Jaz ne mislim, da je zdravnikov, pa medicinskih sester, pa policajev. Te so, mislim, to je nujno potrebno, te so po mojem v redu. Jaz mislim v redu. Jaz nimam nič proti nobenemu človeku, ampak fora je, da jaz sem mislil javno upravo, tisti, ki so v neki pisarni in ne vem, recimo grejo na dopust in nimajo out of office reply. In ne veš, kje so. In jih en tega ni, nekaj kličeš, jih ne dobiš na telefon, nekaj ne naredijo, ker so rekli, da bo naredili ne vem kaj. A lahko imamo neko estonsko javno upravo? Verjetno je možno. Estonija ima ful dobro javno upravo. Se pravi, kaj se tukaj naredi glede talent rebrandinga, da mi nekdo perspektiven človek rekel, jaz grem v javno upravo in imam možnost res stvari spreminjati. Ker je ful velik vpliv, ga imaš lahko. Se pravi, kaj bi lahko tukaj naredili? Kako se bi vi tega lotili, tega rebrandinga oziroma repozicije? Mislim, to je zelo težka naloga, zato ker v javni upravi so neki procesi, ki niso lih podvrženi nekem pritisku konkurence. Ti, če imaš spletno trgovino, pa hočeš prodajati neke izdelke, boš se znajdel na trgu, kjer boš tekmoval z drugimi spletnimi trgovinami in boš prisiljen v to, da razmišljaš o izboljšavah. Če imaš pa ti javno upravo, kjer, kaj bi zdaj rekel, izdajajo
ne vem, neke obrazce, papirje, pač neka birokracija, ne? Si pa ti edina taka organizacija v državi, ne? Zdaj odvisno, na kjer nivo gledamo, je to neka zdaj občinska javna uprava, državna. Je pa kaj konkurenca lahko? Ja, druga država, a ne? In zdaj večina ljudi ne bo zato, da bo drugo javno upravo uporabljala, ne bo šla zamenjati državljanstva, a ne? Ti pa kot potrošnik na trgu lahko zamenjaš podjetje, če z njim nisi zadovoljen, a ne? In že iz tukaj izhaja ta inherentna razlika in je jasna ta težava, da je težko delati nek rebrand pa pozitivne spremembe, če to ni konkurenčno okolje, a ne? Je pa lahko pritisk s strani tistih, ki to financirajo, ne? V bistvu financiramo pa to mi, državljani, zato ker nam poberajo davke in v bistvu vsi gospodarski subjekti. Zdaj, če bi mi imeli možnost videti, kako točno se naši davki redistribuirajo, ali pa če bi točno vedel, da nek procent, kako je bil prerasporejen, bi pa lahko mogoče tudi ti kot odjemalec teh storitev imel nek vpliv na to. Ne. Tako pa nimaš, tako pa je to pač nek status quo, ki se načeloma samo vzdržuje. Ampak jaz tako, kar sem jaz zdaj v zadnjih letih imel stik, slovensko javno upravo, ne vem, to so čisto take stvari, ko greš dokumente nove narediti, ali pa ko greš, ne vem, nisem imel sploh neki ful stika, bom rekel, da nisem imel slabe izkušnje, da je bilo tako. Tudi sem videl izboljšave, ne? Včasih si tam prišel, ne vem, pa si stal 3 ure v vrsti, se mi zdi, da so malo poštimali te zadeve. Sigurno pa obstajajo, je pa veliko primerov, kjer pa so stvari ful slabe, to pa ne dvomim. Kako bi svet izgledal, če bi bili v javni upravi najboljši zaposleni, najbolj drivani, najbolj pametni, najbolj iskreni, najboljši zaposleni, ker so danes, ne vem, v nekem tech company ali pa v neki, ne vem, sami imajo neko firmo. Kako bi svet izgledal, če bi bili tam tako? Ja, te procesi bi bili bolj optimalni, z manjšimi stroški, bolj avtomatizirani in tako naprej, ne? Sigurno. Se pravi, država bi ful bolj izgledala, ne? Ja, to je tako, da bi rekel, kako bi izgledal, ne vem, neka X aktivnost, če bi v tem najboljši ljudje. Kako bi Olimpija igrala, če bi najboljši nogometaši igrali za Olimpijo? Luka se ne strinja, jaz ga vidim. Luka misli, da... To je tako zelo filozofsko vprašanje, ne? Imagine, lahko razmišljaš, kako bi se izgledalo. Jaz mislim, da imaš tu pač več nivojev. Eno je zdaj sama, koliko bi javna uprava bila učinkovita, avtomatizirana, koliko bi sprejemali dobre odločitve, to je ena stvar. Potem pa se tu vključi politika in potem je vseeno, kakšni ljudje so tam pač. Ko vključiš politiko, pa neke politične interese in različna prepričanja, potem lahko imaš najboljšo ekipo, pa jo zapelješ v pravo smer ali pa zapelješ v narobno smer. Ne? Tako da, meni se zdi, da ni naš prvi problem, oziroma da po svetu se mi zdi, da je trenutno problem, da imamo zelo slabo politično izobrazbo. In predvsem v Sloveniji se mi zdi, da sploh v šolskem Misliš pri ljudeh? Pri ljudeh. Pri nas? Ok, razumem, ja. Pri ljudeh. To se mi zdi prvi problem. Drug problem se mi zdi, da tudi najbolj sposobni ljudje se redko odločajo, da grejo v politiko. Zakaj? Zaradi tega, ker je večinoma zelo slabo plačano, ogromno stresa, narediš nekaj dobrega, lahko spremeniš državo, ampak to je en kup nekih težav oziroma nekih neprijetnih občutkov za tebe kot posameznika, ob tem, da se ti to finančno ponavadi ne splača, oziroma v redkih primerih, sploh pa v Sloveniji, te plače so res boge, ne, v politiki. Če to primerjaš z neko industrijo. Se pravi, potem v bistvu
razumeš nekako, saj to ni nikjer tako zelo, zelo drugačno, ampak da greš ti v politiko in imaš hočeš nekaj zaslužiti, ne. Pol je jasno, da boš mogel nekje na strani nekaj zaslužiti, ne. Ker uradno od plače ne boš nič zaslužil, ne. Se pravi, to je ta zadeva, ampak nekaj, kar si omenil, mi je fascinantno, res nekako prvič to slišim, kako bi to sploh bilo, ampak izobrazba politična ljudi, ki na koncu, jaz se zelo strinjam s tem rekom, da politika je odraz družbe okoli. To je nek spektrum ljudi v tej državi in eni so politiki in vi ste to izvolili. Znači, kaj pomeni za tebe izobrazba politična? Kaj bi bila dobra politična izobrazba? Kaj bi mogli ljudje vedeti, recimo? Da bi sploh razumeli, zakaj se odločajo. Meni se zdi, da večinoma, ko grejo ljudje na volitve, zberejo nekoga, kar so videli na televiziji ali pa kar je v tem marketingu, ne razumejo pa v bistvu prav, zakaj se sploh odločajo. To je tudi zelo povezano z ekonomsko izobrazbo, ker mislim, da sta to dve stvari, ki jih rabiš, da se lahko odločiš, kaj je dobra odločitev za državo oziroma za državljane, za prihodnost. To se mi zdi, da sta neka dva faktorja in da bi ljudje sploh razumeli, zakaj se odločajo, kako to funkcionira, kakšna bo posledica tega za državljane, ne vem, v naslednjih 3 letih, kaj to pomeni za državo v 10 letih. In se mi zdi, da je to po svetu, pa tudi v Sloveniji, da nam to manjka. No. Živiš pa ti v državi, Jaša, kjer bi jaz rekel, da je v bistvu politična izobrazba skoraj najvišja. No. Tako da me zanima, mogoče kaj delajo v Švici drugače, ker se mi zdi, da je Švica res takšna država, ki ima visoko stopnjo politične izobrazbe, ekonomske izobrazbe. Tako bi bilo zanimivo, kaj je razlog za to. Zdaj, kaj je razlog za to, bi jaz težko rekel točno, ampak lahko pa omenim, kaj oni delajo, ker nisem druge videl, recimo. Ne? Ena stvar, ko oni delajo, oni izobražujejo populacijo o raznih stvarih, ki se dogajajo na svetu, z uradnim fundingom od države, od kantona in tako naprej. Pomeni, oni imajo ta teden, dobesedno 19. do 25. je, se pravi, zdajle se dogaja, oziroma je nek teden učenja. Financiran strani, ne vem, mesta, milijon nekih workshopov po celem mestu, kako se naučiti hitro brati, kako se naučiti plesati, kako se naučiti poslušati samega sebe, milijon stvari. Pol imajo digitalizacija teden, kar rečejo, se pravi, challenge, ki jih bomo imeli kot populacija za digitalizacijo, to in to, predavanje gor dol. In ker greš ti tukaj, jaz sem to dobesedno šel. In v ponedeljek grem spet. Univerze imajo veliko stvari javnih. Kdorkoli lahko prije noter. In to marketirajo in povabijo, ne, mogoče stane 15 frankov, da greš karkoli, se nima veze. In grem jaz v to predavalnico in neki študentje, pa neki stari ljudje. In stari ljudje grejo na predavanje. Recimo, take zadeve se dogajajo. Potem seveda imaš kantone. Kantoni med sabo delno tudi tekmujejo. Po drugi strani pa razumejo, če bo en kanton nekaj naredil, ki bo dober za kanton, pa slabo za ene druge, bo vse skupaj šlo navzdol. In ta koncept, mi smo skupaj v tem svetu, mi smo v istem timu, je zelo zasidran v ljudeh, da rečejo, kako vpliva to, kar se mi odločamo ali pa bomo naredili na celoten sistem. Zelo tak, bi rekel, neverjeten primer, vsaj tako, kot jaz gledam, pred 4 ali 5 leti, mogoče 6 let, ne vem, čisto na začetku, ko sem prišel, je bil referendum, a bo imela Švica 2 tedna več dopusta na leto. Znači, od minimalno 20 dni na leto do minimalno 30 dni na leto. Ne? In so vsi ljudje v Švici tako glasovali in so izglasovali ne. Hočemo delati za ekonomijo, je dobro. Ne? Zdaj pa ti meni pove, ker bi do to kjerkoli državi, a bi to izglasoval. Se pravi, milijon enih stvari, vidim razlike, nisem pa še to razumel, da bi vedel, zakaj je to tako tukaj.
Ampak to so te, recimo, razlike. Ja. Mislim, to je ful fascinantno, ne? Da daš ljudstvu na izbiro, a hočete več dopusta ali manj, in izglasujejo manj. Jaz mislim, da če bi v Sloveniji, nimam nič proti Sloveniji pa Slovencev, če bi dal v Sloveniji na referendum, ali naj imamo 3 mesece dopusta na leto, da bi izglasovali ljudje da. Ker jaz mislim, da gledanje na sebe pa gledanje kratkoročno sta 2 glavna problema demokracije na splošno. Pač nimamo boljšega sistema kot demokracije, ampak tako pač je. Ne? In iz teh 2 aspektov prihaja veliko problemov, ki jih imamo. Ali so to politični, ali so to pač čist. Kako se odločamo, da furamo družbo, se upravičujem. Samo glede, Švica je tudi zelo demokratična država. Ne? Pa jaz mislim, da je v Švici razlika to, da ljudje spet razumejo, kaj bi ta sprememba prinesla za njih, in so ocenili, da bi prineslo to več negativnih stvari kot pozitivnih, če bi uvedli obvezno teh 30 dni dopusta letno. Ja, sej, ne gleda na se, pa ne gleda kratkoročno. Mogoče gleda tudi na sebe, ampak pač razume, ne gleda pa kratkoročno, razume, kaj bo to, ne vem, čez 3-5 let pomenilo za njega, pa za ostale. Ne? Ja, ful fascinanten podatek, me je kar tako malo presenetil, da je res drugačna družba. Recimo, da malo tudi zavijemo naprej po teh temah. Ne. Eno temo smo dali, se reče talent. Ne. Kako se zaposluje, koga se zaposluje, koga se napreduje, komu se zahvali, kako upravljati z človeškimi veri. Recimo, meni to zelo fascinantna tema, tudi sam sem del tega rekrutmenta v naši firmi. Kako vi na to gledate? Recimo, vem, da Luka, ti si po mojem že kar veliko ljudi zaposlil, recimo pa ti začneš, kaj si se naučil? Mene pri tem talentu samo ena stvar zanima, ena kratka anketa. Jaz imam občutek, da je trenutno še vedno zelo težko dobiti ljudi, jih zaposliti, hkrati pa torej, da je trg dela še vedno na polno zaseden, hkrati pa že vsi napovedujejo recesijo, pa tudi firme so začele odpuščati po svetu v različnih industrijah in mi to ne gre skupaj. Da me samo na kratko zanima, če vi tudi to vidite, pa ja. Ja, mislim, se čisto strinjam s tabo, se pravi, imamo podatke o zaposlenosti, ena najvišjih v zgodovini, ali pa blizu. Po drugi strani pa pač se kažejo znaki gospodarske krize. Jaz mislim, da bi se jaz pa Andrej strinjala s tem, to smo imeli že debato, da je pač v tem dotičnem primeru, jaz mislim, da to drži, da imamo pač denar, ki je pokvarjen. Se pravi, ne deluje monetarni sistem. Kaj se ti zgodi? Ti v bistvu naprintaš veliko novega denarja, ljudje ga imajo dovolj in nočejo delati. Še posebej se je v Ameriki to kazalo, da po koroni, po tej krizi, ljudje so imeli viška pač kapitala pri sebi in enostavno niso sprejeli služb, ki so bile ponujene. In zdaj delodajalci morajo dvigati plače na neko raven, ki mogoče gre onkraj smiselnih zmožnosti za to pozicijo, ali pa ni pa več stvar ali pa pozicija, delovno mesto učinkovito pod temi pogoji. In ti v bistvu s tem, ko imaš pokvarjen denar, ko imaš v tej nulti točki pokvarjeno enačbo, se ti vse ostalo pokvari. Tako da to je moja analiza tega problema.
da v bistvu je bilo v korona krizi naprintanga ful nekega denarja, ki še ni se sprocesiral čez gospodarstvo in to v bistvu pokvar neke signale v ekonomiji. Ne? Okay. Ja, se pa ta fenomen jaz podobno vidim, Luka. Jaz mislim, da je še vedno kar težko dobiti dober kader. Čeprav veliko ljudi se prijavlja, ampak dobiti dober kader je še vedno težko. Po drugi strani pa ni glih, da rastemo, 5% in vse to. Ampak polna zaposlenost pa je. In polna zaposlenost, nisem gledal številk, ampak je zelo logična razlaga, polna zaposlenost in recesija in ustavljanje gospodarstva se lahko zgodi takrat, ko nekdo ni sploh na trgu dela več. In polna zaposlenost se je imelo tistih, ki so na trgu dela, in eni so doma delali en dan na teden, to je to. Ne? In pol kar naenkrat ne imaš ljudi, pa v bistvu tudi ne rasteš neki ful. Se pravi, neka taka čudna dinamika. Ne? A kdo od vas kje leti z avioni zdaj v zadnjem času? Ja, jaz sem letel v Slovenijo, letel sem v Turčijo, jaz skozi letim. Mi smo imeli klik zdaj off-site v Splitu, se pravi, je cela ameriška ekipa prišla, smo se v živo videli, smo imeli en teden. V Splitu ste imeli? V Splitu, ja. Sama? Kaj je ful Slovencev v tej ekipi? 15 je bilo. In koliko je vse skupaj ekipa? Se pravi, 31 Američanov je prišlo iz Amerike v Split. Dobro ste jim prodali home territory vsakaj. Ja. Ne vem, koliko sem jaz bil na boljšem, da sem to prodal, ker jaz bi raj šel, da bi se dobil v Tokiju ali pa ne vem. Pa ti si bil veliko na boljšem, stare, če znaš Srbo-Hrvaško, si bil tam krab, da stare, razumeš, Ludvik 14. Okay. Ja, samo bi rajš kam drugam potoval, ker je bil v Splitu prej, ne. Jaz vsak let tam okoli Hvara, ne, tako da meni to ni bilo nič tazga, ne, za njih pa je bilo. Razumem. Ja, in letalske družbe ali pa to, kar se na letališčih dogaja, kaj se je njim dogajalo, mislim, to je bilo neverjetno. Ne vem, če je kdo prišel brez težav do Splita, težava je pa, ali ti izgubijo prtljago, ali ti skenslajo let, ali ti prestavijo let in skenslaš naslednji let. Ne vem, po moje je bilo 60% Američanov je imelo eno izmed teh težav v Evropi. In težava je pač posledica tega, da so med korono bila velika odpuščanja, ko se je stvar nazaj zagnala, enostavno niso več mogli dobiti delovne sile in kolikor jaz slišim, ima ta letalska industrija ogromne težave z število zaposlenih, se pravi premalo ljudi, ki bi delali in seveda je pol pač posledica vsega tega, da se dogajajo težave na letališčih. Ne. Ampak ja, tako kot eno zanimivost. Ne vem, če si bil slučajno, če si mogel na conveyor beltu svojo prtljago pobrati, da jo nisi imel v kabini. To so bile neverjetne scene. To so se vrtele prtljage v Lizboni, jaz sem izgubil za en dan. So se vrtele prtljage od predvčerajšnjega. Pač. Ja, to je bilo res, mislim, Armageddon. Zdaj, ko bom šel na Tajsko, januarja gremo, sem se že odločil, da grem samo z kovčkom, ki gre v kabino tja. Ker itak, mislim, tam imam pralni stroj, veš, in itak rabiš sam kratke majice pa kratke hlače, tako da bom imel tak nek challenge, da si za 2 meseca dam v carry-on. Ampak še ena stvar pri inflaciji, ki se je zgodila pri tej recesiji, je, da ljudje, ki so nekako niso mogli delati stvari, niso bili kelnerji več, ker je bila korona, so začeli ostale službe sprejemati. In pol kar enkrat oni več ne grejo nazaj kelnarji. In cena in kakovost teh ljudi, ta praksa je dvignila. Se pravi, da splošno tudi od vspodaj prihaja inflacija, se pravi, najnižje plačane službe so več plačane, kot so bile. Kar je v bistvu po eni strani dobro.
ker je manj folka pripravljenih te službe delati, ker ima zdaj v tej virtualni ekonomiji še ostale alternative. Ne? Ja, no, sej, jaz sem povedal, kaj mislim, da je problema. Povedal sem tudi, kaj je solution. Ampak ja, to je v bistvu. Po mojem, prihajamo v neko obdobje, ki bo ekonomsko zelo specifično. Zaradi tega, ker nikoli še tako ekstremno nismo teh stvari delali, kot jih zdaj delamo. In lahko si ti strokovnjak za ekonomijo, analiziral si zadnjih 50, 70, 100 let, ampak vedno prihaja do nekih novih unikatnih stvari znotraj naše zgodovine. Tako da težko bomo sploh rekli, kdo je strokovnjak, ki ga moramo poslušati, kako bi lahko furali monetarno politiko zdaj naprej v 21. stoletju. In jaz mislim, da bo to vplivalo na totalno vse, na način, kako vodimo družbo, kako živimo. In prihajamo v neko tako unikatno. Jaz mislim, da ima Andrej kar izoblikovano mnenje, kaj ne sme biti. Kaj pa bo, pa ne vem, recimo. Kako to vidiš? A lahko se izvlečemo iz tega centralne banke, bi rekel, tega sistema? Kako se lahko izvlečemo? Ja. Kreativna destrukcija. Ne vem, mislim, verjetno velike družbene geopolitične spremembe. Težko. To je toliko zdaj zakoreninjen, da so majhne možnosti, da se to zgodi. To je, da bi zdaj rekel, bomo odpravili meje državne. Ja, stari. To obstaja že tisoče let in verjetno ne bomo zdaj v naslednjih 50 letih odpravili mej. Tudi centralno bančništvo zdaj par stoletij obstaja in ne vidim možnosti, da bi ne vidim velike možnosti, da bi to zdaj kar se zamenjalo. Se pa zdaj kažejo neki možni alternativni sistemi. Verjetno pa za časa naših življenj to ne bo postala neka realnost. Mi bomo mogoče bolj tisti, ki bomo probali to poriniti naprej, bomo pa videli, kako bomo pri tem uspešni. Tisti, ki verjamemo v alternativne sisteme. Ok. Se pravi, Luka, naslednja tema. Imamo mogoče še za eno kratko, kjer si prezbral. Mislim, da si tudi nekaj predlogov dal, tako da izbira je tvoja. Ne vem, kaj imam na listi med zbranimi. Ja, Adam Newman, recimo, flow, njegov flow. Investiranje v času recesije, inflacije. Kaj je denar, kako ga zaslužiti? Je to zadnjo, po moje, lahko Luka pove. Mi gremo pa dol, pa imamo solo epizodo. Meni so vse te teme vredne, tako da kar povejte, kaj je vam zanimivo. Ja, jaz lahko povem, kaj bi rad slišal od vas, je ta zadnja tema. Se mi zdi, da to tudi dosti veliko ljudi, ki to poslušajo, zanima, kako zaslužiti cash. In jaz mislim, da imamo tudi različne perspektive, ki imamo različne poti. In ja, to bi me zanimalo, no? Čisto vaše videnje tega, če si mlad posameznik, pa recimo veš, da ti je vrednota casha ali pa da ti je cash zelo pomemben v življenju, se pravi, želiš biti bogat. Najprej treba verjetno definirati sploh, kaj to pomeni, biti bogat. In pa kako najbolj se pozicionirati v tem življenju, v tem sistemu, da boš bogat. Ja, jaz mislim, da je tu zelo pomembno, da definiramo, kaj je to bogatstvo, ker jaz mislim, da ima ta beseda lahko različne pomene za različne posameznike. Ne vem, en pomen te besede je, da imaš ogromno denarja, da si lahko neke materialne stvari privoščiš,
In mislim, da če gledam jaz, ne vem, ko sem bil star 18, se mi je zdelo bogatstvo ravno to, da imaš ogromno denarja, da si lahko v bistvu vse kupiš. Nekako s tem sem meril, kaj je bogatstvo. Torej, lahko kupiš prtno avto, ne vem, jahto, letalo, ogromno hišo, vilo, to. Zdaj se pa meni osebno zdi, da je največje osebno bogatstvo to, da si ti finančno neodvisen. Da si ti finančno neodvisen in lahko živiš ta nek življenjski slog, življenjski nivo, ki ga želiš. No. In se mi zdi v bistvu to dosti večje bogatstvo, da če si ti finančno neodvisen, torej da imaš neke pasivne prihodke ali pa imaš dovolj prihrankov, si v bistvu popolnoma svoboden. Ti lahko delaš karkoli hočeš. Danes, če se vprašamo, ali pa mislim, da je v dosti primerih tako, da če se vprašaš, sem res čisto svoboden, lahko delam, ne vem, začnem, ne vem, se ukvarjati samo s potapljanjem ali pa z ribolovom ali pa s kakršnim drugim hobijem, je verjetno za večino ljudi odgovor ne. Imaš neke finančne obveznosti in če nisi finančno svoboden, finančno neodvisen, torej tudi nimaš popolne svobode delati karkoli želiš. Ko pa si enkrat finančno neodvisen, pa lahko res delaš samo stvari, ki si jih želiš, ali pa stvari, ki te veselijo, stvari, ki te zanimajo. In meni osebno se to zdi največje bogatstvo. Dosti bolj kot to, da si lahko privoščiš vse materialne stvari. Seveda ne vem, imamo neke želje, neke potrebe, imamo tudi različne življenjske sloge, tako da je potem odvisno, kakšna je ta, koliko financ rabimo, da smo v bistvu finančno neodvisni, pa v tem smislu svobodni, da delamo karkoli hočemo. Ampak za mene je nekako to definicija bogatstva. Luka, a te lahko samo eno pod vprašanje, da mi je zelo zanimiva ta teza tvoja. Se pravi, če nekdo ni finančno neodvisen, da res lahko dela, kar bi si želel, a se ti zdi, da če nekdo ni v tem stanju, niti ne more vedeti, kaj si bi res želel. Šele ko si finančno neodvisen, lahko šele dobiš te ideje v glavo, kaj bi ti sploh radel. Ja. A veš, kaj mislim? Jaz mislim, da je oboje. Jaz mislim, da imaš ljudi, ki vejo, ne vem, da bi radi delali, ne vem, sprehajali kužke ali pa pač x stvar delali, ampak si tega trenutno ne morejo privoščiti, ker imajo, ne vem, družino, otroke, je treba financirati vse skupaj. Imaš pa tudi zagotovo ljudi, ki, ko bi se znašli v tej situaciji, ko bi naenkrat videli, ok, zdaj pa več ne rabim hoditi v službo, ne rabim delati zato, da preživim, ampak zdaj lahko res delam karkoli hočem, se ti tudi sigurno spremeni ta mindset, kaj bi jaz zdaj res rad v tem trenutku. Andrej, tvoja definicija bogatstva, ki si strokovnjak za razmišljanje v tej smeri? Lamborghini. Ti si pa danes zelo piker, Klemen, stari. Ja. Skozi imaš neke dise. Dise? Sublimine. Ne, sej Andrej se strinja po mojem s tem, da je več razmišljal o bogatstvu kot večina ljudi. Verjetno res, ja. Ne, pa Jaša, ne rabiš me braniti ali pa kaj. Bogatstvo je tudi unconditional self-acceptance, končna stopna transakcijske analize. Ja, bogatstvo. Jaz še vedno pravim, da je denar najpomembnejša stvar na svetu. Če ne bi svet bil tak, kot je. Imamo veliko argumentov, da lahko podprejo to mojo tezo. Ampak ne bom zdaj vsega tega našteval. Tako da bogatstvo je, verjetno to, da lahko počneš aktivnosti v času,
se pravi, da svoj čas lahko preživljaš tako, kot hočeš, brez da moraš za to žrtvovati X, se pravi, ali svoje zdravje, ali svoje, ne vem, se pravi, da moraš nekaj drugega pol delati, nekaj, kar te ne veseli, namesto tega, kar te veseli. Se pravi to. Zdaj pa potem je pa zdaj odvisno, a je to povezano z denarjem ali ni. In jaz mislim, da 80% ali pa 90% aktivnosti je. Se pravi, če hočeš ti v svojem času, ne vem, se že dobro prehranjevati, pa imeti neko višjo kakovost bivanja, je to v tem svetu, je pač povezan s financami. Tako da to je pač zame bogatstvo. Zdaj, pri enih ljudeh pa to ni povezano z denarjem. Lahko bo pa rekel, lej, meni je pomembna, ne vem, duhovni razvoj, jaz rabim 5 riža na dan pa eno streho nad glavo, kjer imam preprogo in meditiram. To pa ne rabiš visokih, verjeten, finančnih prihodkov in je to neka aktivnost, ki ni toliko povezana s financami. Skoraj vse ostalo pa je. Jaša, tvoja definicija? Jaz bom dal eno zelo simpel definicijo, pa eno bolj tako, kot ste vi to zaštartali, v smislu bogatstva ni samo denar. Se pravi, kako zaslužiti denar, čisto simpel, recimo toliko denarja, da ne vem, ne rabiš nikoli več delati. Jaša, na to še prijemo, pusti ta denar, zdaj prvo povej, kaj sploh je bogatstvo. Tako je. Bogatstvo je za mene, da živiš svoje življenje, ne pa življenje enega drugega. To pomeni, da delaš to, kar res, ne vem, da si v svetu to, kar si. Da nisi, zdaj sem v tej fermi, pa moram tako biti, ker on bo tako mislil, pa kaj bo on mislil, etc. Bo to, kar si in to je to, stari. Se pravi, da si iskren, da si genuine. Da si lahko iskren. To se mi zdi, da si skozi iskren, tako. In to se takoj opas vedno. Se pravi, to se mi zdi eno tako zelo centralna zadeva. Druga stvar je pa tudi, da ti v svojem življenju, kad ti pogledaš, ne vem, enkrat sem rekel, se mi zdi neko super simpel zadevo, vsak dan imaš 5 kvadratkov, od 1 do 5, 5 je bil super dan, 1 je bil za naš dan in na konc dneva sam pobarvaš, koliko je bil od 1 do 5 dan. In pol tako ti dneve barvaš. In kad ti gledaš svoje življenje, a ti je good živeti, a si srečen, a imaš energijo, ali nimaš energije. Se pravi, kje živiš, a je to tam, kjer živiš, a si s to osebo, kjer si. Se pravi, a v bistvu imaš življenje tako, kot ga hočeš. Se pravi, to se mi zdi zelo tudi neko bogatstvo. Denar se mi zdi pa v veliki meri na tek. In bom rekel, zakaj. Denar je pomemben, sigurno, ampak meni se zdi, to ne vem, pa bom videl. Če en reče, jaz bi moral denar, jaz bi moral to. Ko on pleza, da pride do tega, se nima preveč fajn. Okay? Pleza, ima nesrečen, nimam še trala. Polka ima, mu pa life ni kar naenkrat 10-krat boljši. Stari, zdaj sem pa zaslužil, model imam 5 stanovanj, gor, dol, ne vem, ali pa lagem ribe loviti, ali pa ne vem, lagem na NBA tekme, Luka Dončić, karkoli. Nima veze, karkoli delaš. Jaz mislim, da to je celoten natek. Življenje sploh ni to, kar ti si pa kaj delaš. Življenje je tukaj noter in je že zdaj to, kar je. Se pravi, ne se ukvarjati, kaj bo. To, kar je. Se pravi, tukaj se mi zdi denar čist. Ta flow v tvojih možganih, ki ti bo dal, koliko se imaš fajn, je v tvoji glavi. Ja. Andrej se ne strinja in me zanima, zakaj se ne strinja, ker to je zelo obvious. Iz mojega vidika. Jaša, s tem ne boš zmagal nobenih volitev. Večino navadnega folka zanima, kako bo manj denarja, kako bo bolj poceni plačalo ogrevanje letos, pa šlo naslednje let v malo boljši hotel na dopust. Tako da kle pade ta tvoja teza, da je to res... Ne, se Jaša rekel, da je to na tek. Ne, sej,
Ne. Jaz se Če zdaj nimaš tako dovolj znanja, da nima za dopust, to ni attack. Če pa imaš, mislim, na attack je, da misliš, da če boš imel full denarja, bo tvoj life full boljši. Po mojem mnenju ne bo. Ampak mogoče Pa nimaš dosti domišljije, po mojem. Lej, če bi tako, dej tako, če rečemo, ne. A so ful bogati ljudje srečni? A? A so ful bogati ljudje srečni? Bolj so srečni, kot revni. Ampak a so tako, bolj si bogat, bolj Ne, srečni? ni 1:1. Nima peren. Do neke mere Mislim, je, do neke mere. Lahko debatiramo. Mislim, vsak ima svoje življenje. Se pravi, deli to, kar hočeš in to je to. Ne? Če hočeš služiti in biti imel Lamborghini, the best for you. Možno je, da imaš ti drug setup v glavi, kaj jaz. Čisto možno. Dajmo biti natančni ali pa znanstveni. Kahneman je... To sem hotel. Ja, okay. Kahneman delal so raziskavo, ali vpliva denar na zadovoljstvo, in s tem, kar rečejo denar, rečejo, koliko zaslužiš na leto. In za ameriške standarde, neko povprečje je bilo, da ti pomaga cash pri zadovoljstvu v tvojem življenju, ampak do mere, ne vem, a je bilo $65,000 na leto ali 70,000, tam nekje se giblje. Takrat. To je precej velik, če smo čisto iskreni, a ne? Tako da nasplošno bi lahko rekel, da denar te naredi bolj zadovoljnega, bolj srečnega, večjo kvaliteto življenja imaš. Ne? Ampak do ene mere. Zdaj pa pridemo do tega natega, ki se jaz strinjam z Jašo. Ko folk razmišlja o bogatstvu, ne razmišlja o 70,000 evrih na leto, ampak razmišlja o milijonu, o 2, networta ali pa o vilah, o Lamborghinijih, in to je totalen nateg. To, kar si zamišljaš, v večini primerov, v večini glavah ti ne bo dal tega zadovoljstva, kot si predstavljaš. Mogoče je to za Andreja Poškrabo drugače, ker verjetno obstajajo izjeme, a ne v vseh stvarih obstajajo izjeme, ampak generalno jaz se strinjam z Jašo. Ne. Sam je pa tako dvorezen meč, moraš biti precej bogat, da priješ do te stopnje. Ti imaš zdaj 4 opcije. In kaj je optimalna opcija? In mislim, da se bom vsi strinjali. Prva opcija je, nimam denarja, pa hočem denar. To je gadno. Če hočeš denar, pa ga nikoli nimaš, fucking crpaš. Druga opcija je, nimam denarja, briga me za denar. Ni verjetno tako dobro, kdaj ne moš iti kjerega zdravnika, pa začneš šepati, recimo, ker nisi imel MRI-ja, ampak recimo ne jeba se vsak dan v glavo, 5 ur. Tretja opcija je, ni mi denar pomemben, ampak sem ga ful zaslužil. Ta je ena opcija, se pravi, ga imam ful, ampak mi ni to pomemben. Tretja opcija pa, denar mi je ful pomemben, pa ga služim, pa sem ga pol enkrat zaslužil. Po mojem mnenju je najjači life, denar ti ni pomemben, ti si free of monetary worries, in rad delaš, kar delaš, in še zraven ful denarja zaslužiš. To je po mojem superiorna opcija any day. To mislim, da se strinjamo. Ne, Andrej se ne strinja. Jaz hočem folku reči. Se strinjam. Se pravi, a je možno, mislim, po mojem itak ni možno, nič nobenemu reči, kaj bo naredil, ampak a je možno karkoli reči, da se nekako probamo več teh opcij imeti pri ljudeh. Da jim denar ni pomemben, pa ga vsem zaslužijo. Se pravi, ne vem, jaz bi rad, da je vsak človek tak. Pa je to po mojem hudo. Jaša, če je vsak človek tak, prideš spet do primerjanja. Sej, nam ni problem v današnjem svetu, v zahodnem svetu, veliko ali pa malo denarja. Mi imamo milijonkrat več denarja ali pa sredstev, kot so imele, ne vem, naši predniki 50,000 let nazaj. A smo milijonkrat bolj zadovoljni? Nismo. Zakaj nismo? Zato, ker se primerjamo s svojo okolico. In ti sebe daš nekam not v hierarhijo. In jaz mislim, da obstaja še ena opcija. Imaš denar, ampak misliš, da ga imaš premalo. In to se mi zdi, da večina ljudi v zahodnem svetu ima ta virus v svoji glavi. Se pravi, ni dovolj.
Imam mogoče ja, to je poprečno dobro. ali pa nadpoprečno, malo nadpoprečno, služim, ampak absolutno sem v pomankanju. Nikoli nimam dovolj. Ampak to, Zdaj je pa, povej. tu je vprašanje, zakaj ni dovolj. Ali ni dovolj zaradi tega, ker so tvoje želje, potem, da bi si, ne vem, kupoval Seveda. stvari, storitve, to je ena, ali Ideje, želje in ideje. Kje bi ti mogel biti, pa nisi, v primerjavi z ostalimi. A ne? ja. In pol imamo še tukaj mašino marketinga, ki ti reče, moraš imeti nov iPhone, če ne si bedna. Ali pa Luka meni reče, kup si Mac, ne biti kreten. Ampak imaš prav, stari. Mogoče moja definicija, ki lepo paše zdaj na to, ker sem. Vse to sem vam že povedal v chatu. Ampak pravo bogatstvo je obilje prostega časa in izkoriščanje tega časa brez krivde. Se mi zdi, da s tem v bistvu napadaš, s tem stavkom napadaš to notranjo svobodo, ki jo imaš, da delaš tisto, kar hočeš. Se pravi, imam prosti čas, berem knjigo in popolnoma nobene krivde nimam, ker to zdaj delam. Ne bi rabo nekaj drugega delati. Ne. In to je moja definicija bogatstva in za to bogatstvo rabiš cash. V večini primerov. Ne. Ampak se to je tudi, jaz sem točno to prej povedal. Pa sej se strinjam s tem. Sam ne s temi besedami. Ja. Ampak recimo danes, to bi bilo recimo, ne vem, vprašanje mogoče za Janja, pa tudi vi, po mojem, imate dosti s tem feelinga. Ker ti gledaš ljudi, ki imajo danes nek net worth, se pravi, v smislu denarno, neke asete imajo neko bogatstvo. Pa dajmo reči, ne une, ki so podedvali, okay? Ampak une, ki so sami naredili. Dajmo sam te gledati. A se vam zdi, da v teh ljudeh je večina bilo tako, da ni bilo mar toliko pomembno, ampak so ga nekako zaslužili? Ali je bilo dosto takih, ki so rekli, denar mi je pomemben, jaz delam to zaradi denarja in so ga zaslužili? Jaz mislim, da če ti delaš stvari zaradi denarja, boš prej denar zaslužil, kot če ne delaš stvari zaradi denarja. Se pravi, make no mistake. To, da ti delaš stvari zaradi denarja in delaš biznise, koliko bom dobil denarja od tega, potem boš lažje, po mojem, dobil denar. Ne vem pa, če bo srečnejši, to je pa druga stvar. Ne vem. Po moje je zelo 50-50. Ja, mogoče. Ja. Jaz imam anekdote v svojega življenja in bi rekel tako, eni ja, eni ne. Če pogledamo najbogatejše ljudi, zelo težko bi rekel, da jih je motivirala glavna stvar cash. To je moj oseben feeling, ne vem, kakšno je vaše mnenje. Tako da bi jaz se strinjal z Andrejem, ja. Da ni nekega pravila. Ne? Mislim, ne moreš. Jaz mislim, da če ti nimaš, pa vse to so zdaj spet spektri, ne? Vse je nek spektr, se pravi neka relacija med različnimi stopnjami. Ampak če res govoriš o najvišjem nivoju, moraš biti obseden z neko stvarjo. Ne? Tudi te teh billionaires, to je vse pol posledica zdaj sistema, v katerem so se oni znajdli, ampak v prvi fazi skoraj vsi so bili neki programming obsedenci, ker ni bilo pomembno, pač pomembno je bilo programiranje, ali pa ne vem, pri športnikih pač ukvarjanje s tem športom. Pa vse ostalo nekako je tudi pa nek faktor sreče pol k temu pripomogel. Ampak če bi pač jaz rekel na splošno, ne, v svetu, pa kaj si ljudje želijo, vse to smo se tudi enkrat pogovarjali, status versus cash. A bi zdaj ljudje rekli, tako a bi rekli, če jim daš na voljo, ne, damo ti full status, ampak nič casha, ne, ali pa damo ti full casha, pa nič statusa. In jaz sem full zagovarjal tezo, da večina ljudi bi rekel casha, ker imajo večina folka ima psihosocialne stiske, ki so povezani s financami. In vidijo to kot nek izhod. Seveda bi se potem znajdel v novi realnosti, ja, ker nimam dovolj domišljije, ne vem, kaj delati s tem. In bi bila nova neka kriza. Ampak trenutno
je pa svet tako naravnan, da je to tudi driver oziroma poganjavc vsega. Ampak zdaj pa vprašanje, ki ga ne smemo spustiti, ker smo že predem na mizo. Kako zaslužiti cash? Zelo simpel, brez filozofiranja. Luka, kako zaslužiti cash? Reče sinu, 18 let je model star. Model, dal ti bom tukaj 100 jurjev, that's it, get out. In potem vpraša fotor, samo še nekaj rabim. Daj mi 5 minut, kako zaslužiti cash? Zakaj si ste jih 100 jurov dodal zraven? To je obstakel. Ne vem, stari, zakaj sem dodal, kako naj vem, model. In tak nič ne morem jaz manipulirati, to se sam dogaja, se veš, Andrej. Mislim, Klem, se veš, kako je to. Kakšno je to vprašanje, stari? Jaz mislim, da težko za neko pravilo povedati, kako zdaj zasluži denar, ampak kar sem jaz opazil je, da če v eni stvari postaneš res dober, boš našel način, da tudi, ker si v tej eni stvari dober, da to dobro iztržiš. Zdaj, ali to pomeni, da ustanoviš podjetje, ali da v neki firmi delaš, ali da postaneš vrhunski zdravnik. Ampak ja, da imaš nek skill, v katerem poskušaš biti čim boljši, ga razvijati, napredovati v tem, se učiti. To bi mogoče bilo ena prva taka stvar, ki se mi zdi, da v katerikoli industriji, če gledam, če v nečem postaneš res, res dober, je zelo velika možnost, da boš tudi zaslužil denar. Zdaj, seveda to od industrije do industrije je različno, ampak to je mogoče prva taka stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna... A si imel ti ta kjer skill, ki si pri tebi se to v tvojem življenju je bilo, tukaj sem postal dober in pa se stvari šle naprej? Jaz sem imel v življenju vedno drive, da sem poskušal biti najboljši v tem, kar sem delal. Ne vem, treniral sem veslanje, sem imel to športno tekmovalnost, da sem imel željo biti prvi, zmagati. Ne. Potem je bila šola, v šoli sem imel challenge, pač, da imam čim više ocene, ker se mi je to zdaj spet nek sistem, v katerem sem probal zmagati. Potem, ko sem pa začel z prvo službo, mogoče nisem točno vedel, kaj je ta skill, ampak potem čez čas se nekako najdeš, pa vidiš. Tudi na začetku mogoče ne boš vedel, v čem si ti res dober, moraš par stvari probati, ampak potem čez čas pa ugotoviš, ok, ne vem, jaz sem dober v tem pa tem. In ja, tako da, če gledam pri sebi, se to vedno je bila neka želja, da sem v tem, kar delam, čim boljši. Ta skill pa se je potem nekako izoblikoval iz raznih izkušenj. No? Kaj pa druga zadeva, ki si prej omenil, ki si začel? Prva je, da si na čem dober, druga je pa? Prva je, da si v nečem dober, druga je pa, da začneš investirati čim prej v življenju. Ne? In da razmišljaš ne samo da v bistvu razmišljaš na srednji rok, ne na kratek rok. Ne? Torej, da če imaš možnost, ok, si bom zdaj zaslužim, ne vem, toliko denarja, pa bom ta ves denar porabil, da si kupim, ne vem, nov avto, pa motor, pa draga oblačila, ali pa bom rekel, ok, glej, mogoče pa ta avto čist dovolj dober za zdaj, da jaz rajš, ne vem, investiram ta denar v delnice, v indekse, v nepremičnine. Se mi zdi, da ta mindset investiranja, da je tudi zelo pomembno. Ja, jaz se ful ne strinjam s tem zadnjim delom, da začneš čim prej investirati. Jaz mislim, da moraš najprej... Ja, moj pogled je, da moraš najprej priti do pozicije, ko veliko služiš, pa pol začneš investirati. Ker ti, če delaš v nekem, ne vem, lokalu, imaš 1000 evrov na mesec plače, pa daješ teh 10% v investicije, ti s tem ne boš nič naredil.
po moje, na dolgi rok, teh 100 evrov. Se strinjam, ampak ti lahko tudi investiraš v sebe. Ti na drugo, začetku kariere moraš investirati v sebe, v izobrazbo in tudi pri izbiri služb. Jaz vedno rečem, da je dosti bolj pomembno kot to, kakšna je tvoja plača v prvem, drugem, tretjem letu, da je dosti bolj pomembno, kaj se boš ti pri tem delu naučil, pa kaj bo to tebi odprlo za prihodnost. Naprimer, jaz sem začel delati pri AT Kearneyju, Management Consulting v Ljubljani. To je bila prva taka resna služba, super plačano, z nekimi dodatki, takrat je bilo to za mene ful. In potem, ko sem šel v Berlin, sem v bistvu začel spet kot pripravnik, čeprav bi lahko ostal še naprej pri AT Kearneyju. In je bila, naprimer, moja plača, mislim, da je bila tretjina ali pa celo četrtina plače v Sloveniji, plus da so vsi stroški v Berlinu dosti višji, ampak meni je bilo toliko bolj pomembno, da dobim jaz to izkušnjo, da se bom nekaj naučil in to je tudi tak neki nasvet, ko me sprašujejo, kaj bi svetoval mlajšim ali pa mlajšemu sebi, se vedno zdi, da na začetku kariere je dosti bolj pomembno kot to, koliko denarja zaslužiš, kaj se ti naučiš, koliko ti s tem, in to je ta investicija v samega sebe, kam te bo to pripeljalo. Tako da, mogoče sem prej preveč ozko definiral, da se mi zdi, to ni samo, da investiraš ti, pa ne vem, da kupuješ delnice, pa nepremičnine, to je kasneje, se strinjam. Se mi zdi, da ta del je tudi zelo pomembno, ampak tudi, da razumeš ti to, ne. Ne, pol se čisto strinjam s tabo, sorry, sem mislil, da se specifično... Ne, ker če imaš na začetku kariere, ne vem, s prvo službo zaslužiš toliko, da si komaj pokriješ stanovanje ali pa si prvo samostojno stanovanje lahko privoščiš, potem, če boš 50 evrov vsak mesec investiral, ne boš kaj dosti s tem dosegel, ne. Mogoče nekaj se lahko naučiš o trgih, malo tako, ni zdaj v nič, ampak jaz imam vedno to, ne vem, če gledam za sebe nazaj, pa zdaj, ko sem malo starejši, analiziram, kaj sem dobro naredil, kaj nisem dobro naredil, kaj bi lahko boljš, ne. In ponovadi te nasveti pridejo iz tega etosa, ne. In to je, da nisem nič investiral v začetnih fazah, vse sem dajal nazaj v kariero, se pravi, časovno, odrekel sem se mogoče kakšne večji plači, zato ker sem se nekje bolj učil, vse to, kar si ti omenil, ne. Pol pa se mi zdi investiranje, ne, se pravi, da ti ne služiš samo z svojim časom, ključnega pomena za bogatstvo. Ne. Jaz mislim, da težko boš bogat v tem konceptu, ki sem ga prej opredelil, če delaš ti za neko plačo. Ne. Zato, ker prav bogatstvo je obilje prostega časa in izkoriščanje tega časa brez krivde. Ti moraš tekom tega prostega časa služiti več, kot porabiš, ko ta prosti čas porabljaš. To je abundance, ne? To je obilje. In ti ne moreš takrat delati, ti ne moreš takrat menjati svojega časa za cash, ker imaš prosti čas. Ne? Ja. Tako da to se mi zdi ključno, da začneš imeti neke asete, ki ti prinašajo nov kapital. Ampak to ne delaš zgodaj, ne? To delaš po moje, to je čisto moja ocena čez palca, ne? Da recimo, ko v Sloveniji zaslužiš 3000 evrov na mesec, da lahko pol daš v investicije. Kaj je to? Neto 3000, ja. Jaz mislim, da predtem je to iluzorno in brez veze. Ti moraš, dokler ne služiš 3000 evrov na mesec neto, moraš vso energijo dati v to, da boš dobil skillse, da boš prišel do 3000 evrov na mesec. Ne vem, zakaj 3000 je pač krat 3 od povprečne plače, ne vem, tako nekako se mi zdi v glavi smiselno. Ne? Tako da vso energijo, sploh če si mlad fant, s tem se bolj jaz poistovetam, vso energijo daš v to, da si pozicioniraš s svojimi skillsi na trg dela, ki ti bo s časoma v roku 10-15 let omogočil priti do 3000 evrov neto, kar sploh ni težko, če si pravilno pozicioniran, pa dosti časa v flow. Kako ni težko? Skoraj nobenemu ne rad. Ja, zaradi drugih razlogov. Tebi ni težko. Tebi ni težko, mogoče. Luka to ni težko, ne vem, Andreju ni težko. To dejansko de facto je težko.
Ker že po defaultu 3-krat več od povprečja ne more biti netežko. Ne? Povprečje ni težko. Vse, kar je pa več, je pa težko. Ne? Bom spremenil ni težko v izredno realno. Za nekoga je možno, je definitivno možno. Saj to vemo. Imaš milijon ljudi, ki se lahko z njimi pogovoriš, kako jim je rado. Sam se mi zdi, da ima vsak, recimo, imaš mal nadpovprečen IQ ali pa nimaš dost, da nisi tukaj hendikepiran. Jaz mislim, da imaš izredno dobre šanse priti do tega. Ampak to je samo začetek. A ne? Jaz govorim, to je začetek sploh investiranja pa razmišljanja o kešu. Ampak na začetku mogoče te Lamborghinije pa to vse stran fukneš, pa se fokusiraš samo na to, da priješ do nekega obilja napram ostalim, glede na mesec, da nisi v pomankanju, občutku pomankanja. Ker takrat boš delal veliko boljše odločitve. A ne? Aha, bom šel na konferenco v Pariz, to mi bo izboljšal, ne vem kaj, ok, spendam zdaj cash za to. Če si pa ti v konstantnem pomankanju, pa zraven še nekaj investiraš, pa si tukaj, ne boš se mogel naprej premikati. Moraš biti v flow. Flow je pa ključna komponenta vsega. Ja, itak, absolutno. Ne smeš biti odvisen od TikToka. To je že prva stvar. A ne? In milijon drugih stvari. A ne? Andrej, kaj boš dodal? To je toliko modrosti, zdaj je že bilo izrečenih. Ampak ti si moder človek, ti imaš rezervoar, ne popisan. To bo zdaj samo vrhunc. Dosegli bomo vrh tega podcasta. Tako. Na to čakam. Jaz mislim, da je samo ena stvar, ki se jo mora mlad človek zavedati. Sam rokave si bom zavihal. Tako. In ena beseda je pomembna, da jo razumeš. Če tega ne razumeš, ne boš mogel. In sej malo je to Klemen že opisal. To je leverage, vzvod. Se pravi, če hočeš zaslužiti cash, moraš nekaj prodajati. Zdaj pa imaš dve možnosti. Ali prodajaš svoj čas, ali pa nekaj drugega. Vse podjetništvo je v svojem bistvu zelo preprosta stvar. Nekaj kupiš, pa dražji prodaš. Zdaj, je to storitev, je to več boš verjetno naredil. Se pravi, imamo intangible pa tangible, storitve tangible je tam, kad ti prodaš, ne vem, imaš proizvodno, pa nekaj narediš in iz inputov output mora biti dražji, se pravi, da delaš profit. Če je pa intangible, neopremljivo je pa software, se pravi. In kaj ima v današnjem svetu vzvod, so bolj intangible stvari, ampak tudi na tangible se da ogromen cash zaslužiti. In pa je samo vprašanje, kje boš naredil leverage. Druga stvar je pa, da prodajaš svoj čas. Kle bo pa mogoče, sigurno bo to počasnej, mogoče na začetku bo hitrejš. Se pravi, boš ti dobil dobro službo in boš na ta wheel skočil v bistvu plače. Dobra plača in si v plači pol noter. In sploh ne znaš več razmišljati oziroma nikoli ne usvojiš tega razmišljanja vzvoda. Mogoče je to Luka zelo dobro na začetku naredil, on je dobil ta korenček visoke plače, pa se mu je odpovedal, pa rekel, jaz hočem vse izkušnje in se naučiti kako upravljam z vzvodom. In na začetku mnogi, ki imajo plačo, prehitijo. Če si pa ti nek Jani Pravdič, ki na začetku se zelo trudiš neke svoje firme postaviti, pa to na začetku ne gre. Je počasen da ti preko vzvoda obogatiš na začetku počasi. Ampak pol pa pridemo v eno točko, kjer vzvod začne delati eksponentno, plača je pa mogoče bolj logaritemska funkcija. Na začetku hitreje, pa asimptotično se približuješ, zato ker ni več na trgu možnosti, da bi te toliko plačali. Razen, če si športnik ali pa igralec ali pa nekaj, ampak tudi pola je leverage tvoj brand, pa ime, pa vse to. Tako da mladi morajo to razumeti, po mojem, na začetku. Leverage, vzvod. A lahko jaz nekaj naredim, kjer ne prodajam svojega časa, ampak na drugačen način dam nek value na trg, da mi trg vrne profitabilno. In pol se vse naprej odvije.
Andrej, jaz imam en challenge za tebe. Je res lažje narediti svoje podjetje, ki postane uspešno pa profitabilno, ali je mogoče lažje priti do neke res visoke pozicije, kjer si mogoče finančno na enakem? Je res postaviti svoje podjetje toliko lažje? Ne. Ker naprimer mi se pogovarjamo o nekih, ne vem, normalnih službah, ampak imaš, ne vem, tudi, če si ti CEO Appla, pač ti moraš narediti res hudo podjetje, da boš služil pač res mora biti dobro podjetje, da zaslužiš toliko don, ne? In ti imaš teh, rečimo, neka Champions Liga pozicij, ne, ali pa zaposlitve. Ne vem, bi me prav zanimala statistika, kakšna je statistična možnost, da prideš do, ne vem, res visoke pozicije z zelo visoko plačo, ali pa da narediš sam uspešno podjetje, podjetje, ki je uspešno in profitabilno, ne? Ker tudi, če gledaš statistike, koliko podjetij se ustanovi, pa koliko jih propade, to zelo, statistika ni najbolj na tvoji strani, ne? Če tako Ja, absolutno. Pri čemer, če gledaš, ok, jaz hočem iti za top službe, ne vem, CEO Appla, ne, tam mislim, da je pot je manj riski, ker ti čez celo to pot v bistvu služiš in služiš vedno več, ne, pri čem pri podjetju lahko dosti časa ogromno nekaj denarja vlagaš, pa mogoče na koncu ni nič iz tega, ne. Je pa na koncu tudi, imaš na splošno ogromno res high-end služb obstaja, ki so pa ne rabi biti CEO Apple, ampak ki so zelo, zelo dobro plačane, ne. Pa tudi ne rabiš biti CEO, lahko si, se pravi, en kup pozicij imaš, ki so vrhunsko plačane, tako da sigurno, če ti uspe narediti uspešno podjetje, je največja prednost tega, da lahko ti postaviš ljudi, ki to podjetje vodijo in se ti nekako izvzameš iz tega, torej ne prodajaš več toliko svojega časa, ampak imaš v bistvu, ti si nek svoj čas vložil na začetku in imaš potem neko ekipo, neko podjetje s produktom, storitvijo, ki lahko v bistvu samo generira in funkcionira naprej. Ko si ti nekje zaposlen, če rečeš ti, ok, zdaj pa 1 leto ne bom delal, potem v tistem 1 letu verjetno ne zaslužiš nič. Ne? To je ta razlika, kaj je tvoj končni cilj. Ne? Ja. Ampak jaz mislim, da sta to dve vzporedni možnosti, pri katerih lahko prideš z obema potema do enakega cilja, ne, na koncu. Tako, recimo, to je recimo v mojem vrhunski point in vsak od vas je dodal neki super. Se pravi, imaš 2 načina, da zaslužiš denar. Imaš več načinov, ampak dajmo reči, fundamentalno imaš 2. En način je, imaš kariero. Se pravi, delaš, prodajaš svoj čas, ampak si res v neki Champions Ligi in praktično postaneš nek C-level person. Ne? Se pravi, tukaj, vedno, ko si višji, vedno več upravlja s svojim časom, vedno več ljudi dela za tebe. Se pravi, de facto ljudje delajo pod tabo, oni delajo dobro, ti dobro zgledaš, imaš dobre rezultate, CEO ima dobre rezultate, Apple, ker so ljudje pod njim dobro delajo. In pol dobi fucking velik bonus. To je v bistvu tako de facto zelo podobna stvar, kot da imaš leverage. Ljudje so pod tabo, ne? Ampak ti plezaš. Malih je pod tabo, večjih je pod tabo in še večjih je pod tabo. Druga opcija je pa taka, po mojem, Andrej, ti si to zelo dobro povedal, je pa leverage. In ti rabiš razumeti že na začetku, če hočeš iti po tej poti, kako jaz lahko služim cash, ne da normalno delam in imam plačo. In moraš začeti metati, razumeš, darts on the table, ker ti mogoče ne bo ratal. Imaš en projekt, drug projekt, tretji projekt, to. Ne? Ampak v eni fazi, pri prvi in pri drugi poti, rabiš priti v nek moment, ki si rečeš, če grem po prvi poti, a imam kariero. Se pravi, a imam lahko kariero tukaj, kjer sem. Če boš ti nek kontroler, ne vem, nekjerkoli, verjetno ne boš mu kariere. Kariere večina ljudi ne more imeti, ker ni v biznisu kariere. Kariero imajo zdravniki, imajo lawyeri, imajo consultants, imajo, ne vem, corporate people, etc. Če pa ti si nek organizer, razumeš, nimaš ti kariere, ne moš imeti kariere. Se pravi, to so spet specifični poklici, ki imajo sploh lahko danes kariero. V vzvodu se mi zdi pa pomemben, da ti razumeš, s kom se ti moraš začeti družiti.
ker te bojo ljudje dajo opportunity. Janju, ne vem, komorkoli, ljudje, ki jih pozna, mu dajo opportunities. Se pravi, ti moraš razumeti, kakšen krog ljudi Socialni je kapital dober za rabiš. opportunities z vzvodom, kakšen krog ljudi ti bodo pa samo joint, pa neki bo pizdil od službe, pa ne vem, kar neki, razumeš? Ja. Se pravi, to se mi zdi kar ključno. Ja, boš Andrej odgovoril to Lukatu ali ne? Aha. Ti si šel po neki poti, ti si na eni izmed teh dveh poti, a ne, in zgleda si ocenil, da je ta boljša zate. A ne? Jaz sem ocenil, da je slabša. Zakaj si pa pol na njej? Kje je zdaj slabše? Čakaj malo, kje pot je slabše? Nisem malo confused. Ko predaš svoj čas. Aha. Ja, se je verjetno neka statistika. Ne? Se pravi, vprašanje je bilo, kaj je težji, lažji, pa kakšne so verjetno možnosti uspeha. Mislim, ja, če pogledamo statistiko novih podjetij, je zelo uprit temu, da boš neuspešen. Ne? Tako da tukaj je pa verjetno to dosti težje. Je pa, mislim, da je pa končni cilj, je pa spet, se pravi, če hočeš biti top, kot si lepo rekel, Champions League, rečemo temu, da prodajaš čas, moraš pa po moje biti isto obseden, kakor en, ki dela biznis. Tako da pol končni rezultat je isti. Mislim, končna stopnja tega nivoja. Zelo dober point. Jaz se absolutno strinjam. Ti moraš biti tudi obseden, tudi če si v nekem corporate svetu. Če imaš ti neke resne biznise, ne vem, vsaj jaz, ki vidim folk, to so modeli, ki so... Ti moraš biti isto profesionalc, ne? Se pravi, nekdo, ki je profesionalni športnik, ne, so zelo predpisani režimi življenja, da moramo reči. In če hočeš biti profesionalni CEO, je to tudi profesionalni šport. Isto je. Se pravi, moraš nek režim življenja imeti, ki ti omogoča tak performance. Absolutno. Zdaj, ko govorimo o CEO-jih ali pa ustanoviteljih podjetij, jaz mislim, da sta ta dva profila zelo v nekem aspektu podobna, zato ker ti vodiš v bistvu podjetje. V obeh primerih, v večini. Postaneta podobna, ampak na začetku pa founder, neka kreativnost, nek open space je pa čist druga liga. Ko imaš enkrat 300 ljudi, pa si founder, to se strinjam. Bolj gre ta, a greš corpo path, ali greš nek podjetniški startup path. Tukaj se mi zdi, da so velike razlike v načinu vodenja, operiranja in podobno. Ne? In jaz mislim, da tukaj odgovor se skriva v osebnosti človeka. A ne? Zdaj, a veš, ti lahko rečeš, kaj je boljš, se pravi, hočem biti bogat, a je boljš, da ustanovim podjetje, ali da gremo v korporacijo in se premikam po stopničkah. Odvisno od osebnosti. Jaz mislim, da če boš ti ignoriral svojo osebnost, imaš pa še ekstra risk, da boš neuspešen. A ne? Tako da jaz mislim, da to poznavanje samega sebe, a si ti bolj tak kreativen, podjeten, bolj tak ne v strukturah, a ne? Bolj distraktiv. Jaz mislim, to so profili podjetnikov, a ne? Gary Vee, Jani Pravdič in podobni. Ne? A veš, to je v bistvu tak, tudi personality takšen. Ne? Če si pa ti zelo zorganiziran, zelo imaš pod nadzorom lahko stvari, ti pa bo mogoče bolj paše biti v neki veliki strukturi in boš tam velik added value dal. Ne? Absolutno. Tako da, ja. Zaključimo počas. Ja. Da bomo še, tole sobota zjutraj, a ne, bomo še šli malo privatne stvari delati, a ne. Tako. Andrej itak totalno čez teden zaseden, a ne. Hasla v flowu. Tako da ima to je njegov prosti čas, a ne, ki ga je
Ne, danes bom namenil delal. nam. A ja, ok. Okay, pa še nisi na tem pravem bogatstvu, ne? Nimaš še. Ja, Ne. dobro. Ne. Okay, dobro. Hvala vam vsem, ki ste si vzeli čas, tudi deli, ki ste poslušali. Tako da se vidimo čez cirka 1 mesec v malo večji zasedbi. Thanks. Ajde, čau. Hvala vsem. Čau. Čau. Čau, čau.